Torej, upam, da zdaj tole uspešno delim. Ja, vidimo. Torej, hvala lepa še tretjič za besedo. Torej, v tem tretjem zadnjem sklopu bi predstavil program spremljanja stanja kmetijskih tal Slovenije in pa nekatera ozadja in nekatere poudarke že iz samega programa. Hkrati bi tudi predstavil vlogo posameznih deležnikov in zakonodajne okvire. Veliko tega je že povedal dr. Petelinc z kmetijskega ministrstva, nekaj smo tudi že se dotaknili tako v okviru prejšnjih predavanj in to, kar je povedal Boštjan Malje. Torej, naj začnem z Evropo, torej se iz velikega pol hitro preselim na malo, torej na Slovenijo. Dejstvo je in izjemno zanimivo vsaj zame, ker sem že v tem poslu pedološkem praktično 40 let, kako so se spremenile razmere v Evropi, kar se tiče tal, predvsem pri snovanju nove zakonodaje. Spomnim se pravega fiaska, ko je propadla tematska strategija varovanja tal pred mnogimi leti in potem dolgo časa ni bilo nič, potrebe so pa samo naraščale po zaščiti tal. Torej danes samo 4 slajde o tem, kaj se ta trenutek dogaja v Evropi. Torej snuje se strategija za tla do leta 2030, se celi do 2050. Tukaj danes bom predstavil samo nekatere poudarke, verjamem pa, da si sami lahko dopolnite vsa ta vedenja z obiskom spletne strani, kot je spodaj navedena. Skratka, v Evropi gre za izjemen korak naprej, kar naenkrat so tla, no ne bom rekel kar naenkrat, ampak s časoma so tla le postala nek dejavnik, ki ga Evropa naslavlja z veliko intenzivnostjo. In strategija za tla do leta 2030 naj bi bila v prid koristi zdravih tal, seveda za ljudi, za našo hrano, torej tudi krmo za naravo in podnebje, kot pišejo. In tisto, kar bi jaz želel pripomniti, pravzaprav mi se borimo s to strategijo v Evropi za tiste storitve, ki nam jih tla dobavljajo, zato da na kopnem lahko živimo, torej ekosistemske storitve tal. In to niso neke, tako bom rekel, zelo oblačne zadeve, ampak gre v veliki meri predvsem za konkretne in merljive ekosistemske storitve. Samo moment. Tako, torej poudarki iz te strategije so to, da zdrava tla ključno prispevajo k doseganju podnebne nevtralnosti, k trajnostni oskrbi s hrano, torej dočaka smo 8 milijardnega zemljana, potrebe po hrani bodo rastle, v čistem okolju ravno tako rastejo potrebe in tudi to, kar prevara kot prožno okolje, se pravi manj občutljivo na klimatske spremembe. Za marsikoga je bila zelo zanimiva trditev, da je okrog 70% tal v Evropi ni v dobrem, torej niso zdrava tla, prisotne so različne degradacije, ki temu botrujejo, predvsem erozija tal, seveda izguba talne organske snovi, se pravi zmanjševanje vsebnosti talnega organskega ogljika, velika pozidava tal in predvsem tudi onesnaženje tal. Bila je podana tudi enormna številka ocena onesnaženih lokacij tal v Evropi. Dejstvo je tudi to, da Evropa postavlja koncept zdravih tal v jedro tega evropskega zelenega dogovora. Cilji strategije, če jih zelo na hitro pogledamo, je to, da so ekosistemi tal, torej govorijo o ekosistemih, bistveno bolj zdravi in bolj odporni na spremembe in da seveda še naprej zagotavljajo ključne ekosistemske storitve za življenje na kopnem. Pomemben cilj, ki bo izjemno težek tudi v Sloveniji,
bo doseči ničelno neto pozidavo tal, do leta 2050, zmanjšati onesnaževanje tal na raven, ki ni več škodljiva za zdravje ljudi, in predvsem nekako ustrezno zaščititi tla in doseči njihovo trajnostno upravljanje, vendar ne samo v kmetijskem sektorju, pač pa v vseh sektorjih. Torej, obnova degradiranih tal naj tudi postane nek skupni standard. Torej, na kratko, tla do leta 2050 naj bi bila spet v zdravem stanju. Seveda za to so potrebne mnoge dejavnosti in ta prva in zelo pomembna je predlog direktive o zdravju tal, ki naj bi po napovedih in osnutki so seveda zunaj že bil izdan pomladi 2023 in ta direktiva naj bi omogočila vse te cilje in pomagala doseči dobro zdravje tal. Seveda dejavnosti, ki zajemajo različne ukrepe, torej kako uveljaviti dobro ravnanje s tlemi kot nek nov družbeni standard. Tukaj so pobude za recimo sheme za lastnike zemljišč za brezplačno testiranje tal in tu si predstavljamo, da gre za osebnostna onesnažila in na druge ključne parametre zdravja tal, spodbujanje trajnostnih praks v kmetijskem prostoru, izmenjavo teh najboljših praks varovanja tal. Tisto, kar je tudi za nas zelo pomembno, je omejitev izsuševanja mokrišč, mogoče pa v Sloveniji bolj prisotno oziroma bolj poudarjeno obnovo in upravljanje izsušenih šutišč. Mi imamo kar nekaj hektarov, že Ljubljansko barje, razna kraška polja, kjer so šutišča oziroma organska tla. Navsezadnje so tla velik rezervoar ogljika in ta ogljik bi radi v tleh zadržali za ublažitev podnebnih sprememb oziroma prilagajanje na spremembe. Druge dejavnosti, ki so zanimive posebej v povezavi z onesnaženostjo tal, je zavezujoč potni list za čistost tal, če hočemo temu reči. Mi imamo v Sloveniji izjemne težave, ko izkopana tla kar naenkrat postanejo odpadek, pa se to zdaj ureja in pa dejansko nimamo vzpostavljenega dobrega nadzora, da bi pri prometu z zemljišči si ne podtikali zelo onesnažena zemljišča pri kupoprodaji. In seveda tisto, kar je nujno potrebno, kako reciklirati, kako tla izboljšati, jih ponovno očistiti in ponovno porabiti, torej gre za neko res krožno gospodarstvo na osnovni ravni. Remediacije degradiranih tal in sanacijo onesnaženih območij bodo tudi prioriteta. Dejstvo je pa, da je cilj tudi doseči skupne metodologije za ocenjevanje degradacij in dezertifikacij tal. Seveda raziskovalci in univerzo in inštitute razveseli povečane raziskav tal in mi smo v Sloveniji tega že deležni in tukaj se res smo zadovoljni, da so ministrstva pristopila na to pot že pred temi spremembami v Evropi. In tisto, kar nas pa še čaka v Sloveniji, je, da mobiliziramo potrebno družbeno angažiranost. Jaz osebno bi si želel, da zdrava tla, dobra tla postanejo in enako prepoznana vrednota kot biotska pestrost, na primer. Torej, gre za neko večanje družbene odgovornosti do ohranjanja kakovostnih tal in se pa seveda nobene dejavnosti ne potekajo brez ustreznih finančnih sredstev. Če je mogoče evropska zakonodaja, ki pa seveda bo obvezna, malce oddaljena, pa smo že priča izjemno pomembnim spremembam v nacionalni zakonodaji in tukaj velja predstaviti zakon o kmetijstvu, izjemno pomemben
korak naprej, tako kot je dr. Petelin danes povedal, in dolgo časa so si tu prizadevali in jaz verjamem, da je bilo nekaj posameznikov na ministrstvih zaslužnih, da so ti členi ugledali luč sveta. Torej, ta dopolnjen zakon o kmetijstvu je postal pravna podlaga za spremljanje stanja kmetijskih tal v Sloveniji. Seveda v ozadju teh členov so tla kot osnovni naravni vir, kot osnova kmetijske pridelave, in zato je treba ohranjati kakovost tal, torej ne samo kmetijsko kakovost tal v smislu pH, fosfor, kalij, če malce zbanaliziram, ampak tudi okoljsko kakovost tal, torej ohraniti v kmetijskem prostoru vse ekosistemske storitve, ki jih kmetijska tla opravljajo. In tisto, kar bi ta trenutek poudaril, upam, da mi ne bo vzelo preveč časa, je to, da pogosto naletimo na neke neupravičene teze in razmišljanja v javnosti, da so kmetijska tla per se nekaj manj vrednega, degradirana, kar se gnoji, kar se orje, kar se onesnažuje z umetnimi gnojili, da zlorabim ta napačni izraz. Skratka, kmetijska tla so po kemijskih in fizikalnih lastnostih, če niso onesnažena s strani kmetijcev ali industrije ali prometa, skratka, so sposobna opravljati najširši spekter ekosistemskih storitev tal. Torej, teza, da so kmetijska tla nekaj manj vrednega, polnaravna, pa bolj nekako ne vzdrži. Tole bom posegel kolegom, s tem delom bom posegel v področje, ki ga kolegi z Gozdarskega inštituta naslavljajo. To je že prej podrobneje predstavil tudi Boštjan, torej v tem členu so tudi, v tem zakonu so tudi členi, ki naslavljajo emisije toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal v kmetijstvu. Ne bom se tukaj zadrževal. Seveda tudi tu ti členi omenjajo določene parametre tal, predvsem organski ogljik, vsebnost organske snovi in druge parametre, ki so pomembni za večanje zalog organskega ogljika v tleh. Bolj se bomo osredotočili na stanje kmetijskih tal, torej A28b člen, ki ima dva pomembna odstavka. V prvem odstavku zakon oziroma ti členi določajo, kaj je treba spremljati od teh osnovnih kemijskih in fizikalnih lastnosti talnih horizontov oziroma slojev tal, in pa tudi neko nadgradnjo, ki gre bistveno bolj v smer okoljskih sprejemljivosti kmetijske pridelave, torej gre za to, da ne slabšamo tla, da ohranjamo biotsko pestrost, da omejujemo erozijo, zmanjšujemo zbitost, preprečujemo zakisanje in seveda močno omejujemo vnos onesnaževal, tako težkih kovin kot organskih snovi. Seveda s tem je zakon in res postal neka podlaga za za program spremljanja stanja kmetijskih tal, okrajšujemo ga SSKT, ki pa ga bodo izvajali nosilci, ki bodo pridobili pooblastila za spremljanje stanja tal, in sicer dve vrsti pooblastil predvideva zakon. Eno je pooblastilo za krovno spremljanje stanja tal, ki ta nosilec, samo moment, ta nosilec bo spremljal širši nabor parametrov in tudi usmerjal sam program. Seveda pridruženi pa bo pa večje število nosilcev javnega pooblastila, ki bodo pa spremljali oziroma izvajali spremljanje stanja tal predvsem v povezavi s parametri iz prvega odstavka
tega 28.ab člena. Torej, za krovno spremljanje tal zakon predviduje organizacijo, ki je registrirana za tehnično svetovanje in preizkušanje, ki ima ustrezno opremo, predvsem pa ima dober laboratorij analitski z akreditacijsko listino za analitiko tal, ki je veliko finančno breme in si ga vsak laboratorij zelo težko privošči. Seveda, krovni nosilec mora biti zelo vpeljan v mednarodne primerjalne laboratorijske sheme in predvsem ima zaposlene pedologe, torej tiste, ki znajo tudi morfološko tolmačiti zgradbo tal in iz tega sklepati na dogajanje in na stanje tal, ne. Torej, nosilec javnega pooblastila, za njega so malce manjše zahteve, vsekakor mora biti to registrirana organizacija, za vzorčenje ima ustrezno opremo, je usposobljen, je izkušen pri spremljanju stanja kmetijskih tal že do sedaj in ima tudi strokovne izkušnje, kako prenašati znanje spremljanja. Ima tudi laboratorij ali pa tudi ne, in da ima ta laboratorij do neke mere vzpostavljen sistem notranje kontrole kakovosti, v skladu z standardi za izvajanje laboratorijskega dela in pa, da se ti laboratoriji tudi udeležujejo primerjalnih laboratorijskih testov, vsaj na ravni države. Torej, ta trenutek je tako zastavljeno in Kmetijski inštitut je že prejel odločbo za krovnega nosilca javnega pooblastila za obdobje 5 let. Kolikor mi je pa znano, o tem bodo več kolegi iz ministrstva lahko pojasnili, pa bo razpis za nosilce javnega pooblastila in seveda tukaj predvidevajo kmetijsko-gozdarske zavode in sicer vse, pa tudi druge organizacije, vse, ki dejansko izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v zakonu, v pravilnikih, ne da bi izključili posameznike oziroma strokovnjake na nekaterih področjih. Vsekakor velja integrirati stroko in, kako je to zdaj moderno reči, delati z roko v roki. Torej, tukaj s tem bi jaz nekako zaključil kratko predstavitev teh sprememb zakona o kmetijstvu in tega temelja za spremljanje stanja kmetijskih tal v Sloveniji. In bi šel na kratko predstavitev teh metodologij, bom rekel bolj nekakšne utrinke danes iz teh metodologij. Danes ste lahko videli tudi že nekatera vzorčenja, ki smo jih opravili, nekatere sheme vzorčenja, veliko je bilo razmišljanja, te prvotne sheme so precej zapletene, precej drage, in naša razmišljanja so se dejansko lomila ob tem, a je bolje imeti preprostejše sisteme vzorčenja, pa več točk ali obratno. Kakorkoli, ta trenutek smo se približali sistemu LUCAS, vendar ga pomembno nadgrajujemo, hkrati pa tudi ohranjamo skladnega, tako da bo omogočena direktna primerjava podatkov in seveda s tem tudi boljše poročanje, ne. Torej, nekako smo povzeli krožno LUCAS vzorčenje za vsa tista zemljišča, ki imajo uniformno pokrovnost tal. Torej, tukaj gre za krožnico na 2 metrih, na 5 odvzemnih mestih, se pravi 4 na krožnici in 5 odzemno mesto talnega vzorca v samem centroidu.
Torej, reprezentativni vzorec take točke je dobro shomogeniziran talni vzorec vseh teh 5 delnih vzorcev tal. Tisto, kar je še potrebno povedati, da kljub vsemu je potrebno lokacije to postaviti tako, da ni zunanjih vplivov, torej preko meja zemljišča. Sama površina je, ko razmišljamo o oranju, ko razmišljamo o mešanju tal, o premikanju tal na kraju samem zaradi obdelave ali pa neke erozije, da je reprezentativnost skupnega vzorca dovolj visoka. Ohranili oziroma nadgradili bomo sistem fotografij vzorčenja oziroma vzorčne lokacije, kar bo šlo tudi v bazo podatkov. Namreč baze podatkov snujemo na Postgre, ki omogoča tudi hranjenje slik, seveda tudi drugi SQL sistemi. Tisto, kar je pa pomembno, je pa in je nadgrajeno, da bomo vsako vzorčenje nadgradili tudi z opisom tal, mogoče ne talnega profila, pač pa z dobro rekonstruiranim talnim profilom, ki ga izvrtamo s pomočjo sonde. Za ta namen bomo izobrazili tudi ljudi, vse tiste vzorčevalce, ki bodo dobili, bom rekel, neko potrdilo, nek dokument, da so bili na teh izobraževanjih. In seveda, kot je bilo danes že omenjeno, gostoto tal bomo tudi vzorčili v tem krogu, tem osrednjem krogu. Ne bomo zanemarili potrebe po linijskem vzorčenju, tudi to bo prilagojeno, čeprav bo takšnih lokacij bistveno manj. Zakaj smo se odločili za nekako malo krčenje teh števila delnih vzorcev? Zato, ker bi želeli dati poudarek na zelo dobri homogenizaciji. Torej, pravilno mešanje, združevanje enako delnih vzorcev enakih količin, dobra homogenizacija tako na terenu, dobro čiščenje samega vzorca, raznih primesi, seveda je izjemno pomembno in mogoče tudi v preteklosti malce zanemarjeno, pa ne govorim za naše programe, pač pa po tem, kar včasih imamo priložnost videti pri vzorcih, ki prinesejo v laboratorije. Torej, dobra homogenizacija daje večjo kredibilnost temu reprezentativnemu vzorcu. Toliko na kratko zelo o teh glavnih poudarkih spremljanja stanja kmetijskih tal. Pomemben delež in danes tudi že najavljen in deloma razložen je nujna potreba po harmonizaciji laboratorijev za tla v okviru tega programa. Želja oziroma cilj je dvig kakovosti analitike tal in predvsem zagotavljanje primerljivosti podatkov tal v različnih laboratorijih. Popolnoma nesprejemljivo bi bilo, če bi baze podatkov osnovali in v njih vgrajevali podatke, ki med sabo niso popolnoma skladni z vidika analitskih metod in postopkov. Tako da v okviru tega programa že pripravljamo minimalne tehnične zahteve laboratorijev za tla Slovenije in to govorim za tiste laboratorije, ki niso akreditirani. Torej to, kar zdaj razlagam, je pravzaprav en princip oziroma en program neke nacionalne akreditacije, ki pa ne bi bil finančno zahteven, hkrati bi pa v krajšem časovnem obdobju po enotu, torej harmoniziral delo laboratorija do te mere, da bodo vsi analitski podatki primerljivi. Zato smo tudi že zastavili vodilo minimalnih tehničnih zahtev za laboratorije
predlog poteka harmonizacije laboratorija, se pravi nek postopek, kako bomo do harmoniziranih laboratorijev prišli. Tudi pravila za organizacijo krožnih testov in sodelovanje laboratorijev v medlaboratorijskih primerjavah, postopek ocenjevanja laboratorijev, zato da bomo vzdrževali v Sloveniji njihovo kakovost. In dejansko tudi pripravljena je že anketa, podrobna anketa, ki bo priskrbela detajle o analiznih metodah tal, ki jih uporabljajo laboratoriji v Sloveniji. To bomo pregledali in primerjali in potem seveda v sodelovanju z širšim naborom inštitucij, tudi univerzami, zastavili predlog izbora, torej standardnih, obveznih analiznih metod za program spremljanja stanja kmetijskih tal. In potem seveda čim prej bi bilo treba to tudi uvesti. Na ta način bomo mi pridobili baze podatkov oziroma analitske vrednosti tudi organskega ogljika, ki bodo tisti dober temelj in bodo preverljive in bodo omogočale in spremljanje kmetijske pridelave, dograjevanja agrotehničnih ukrepov, omogočale bodo ocenjevanje vpliva teh ukrepov na lastnosti tal, na talni organski ogljik in seveda možno bo utemeljeno in realno poročati na mednarodni ravni za različne programe, kjer je Slovenija zavezana k poročanju. Tako da toliko bi jaz imel na kratko v tem svojem tretjem sklopu, ki je posledica spremembe nacionalne zakonodaje in korak proti dobremu izpolnjevanju zavez članstva v Evropski uniji. Hvala lepa. Ja, hvala, Borut, še za ta tretji sklop. Zdaj pa bi pozval vse v udeležence, če imate kakšna vprašanja, mnenja, komentarje, da pač jih poveste, da prediskutiramo stvari, tako da kar prosim za vprašanja. Potem pa bi prosil za Boštjana Malija po teh vprašanjih, če bi lahko nekako nek povzetek današnje delavnice naredil, morda neke zaključke, nekaj takega. Ja, verjetno si tale molk zdaj lahko razlagamo tudi, da je Borut res zelo temeljito predstavil stvari, da je vse jasno, ampak ne vem, morda ima res kdo kakšno vprašanje. Mislim, da bi kolega Aleksander želel kaj vprašati. Ja, živijo. Eno vprašanje imam, glede teh podatkov od izbira Evropska unija, kva so že od ki geodetski zavod zbira? Lukasa, ja. Se pravi, mi bi te podatke lahko tudi uporabljali, ali jih zdaj faza je preverjanja, če so ustrezni, ali bomo tudi mi vzorčili, ali kakovosti kmetijskih tal bo nekako kompatibilno z Lukasom. Ker vem, da mi smo si prizadevali, da bi te podatke v okviru evropske, kot je bil 2006 zbiranje podatkov,
ampak mislim, da Evropska unija ne bo dovolila še vzporednega vzorčenja tal. Se pravi, je LUKAS tista stvar, na katero moramo še v prihodnosti računati, obenem pa delati vzorč podobno, da bodo podatki primerljivi. Zdaj, Aleksander, vmes je zdaj ali na moji strani ali pa na tvoji strani ti malo vzelo glasu. Če prav razumem, vprašanje je, ali so podatki primerljivi. Oziroma, če mi bomo v prihodnosti mogli računati na te podatke od LUKAS-a in vzporedno tudi nekaj pri drugih vzorčenjih podobno, da bojo primerljivi, seveda. Ja, seveda, torej LUKAS je izjemen projekt, finančno izjemno zahteven, organizacijsko tukaj in lahko rečem samo vso čast kolegom iz SDK, ne. Podatki so primerljivi, ni nujno, da so direktno primerljivi, tukaj imamo probleme, če dam to v navednice, glede globine tal, ne. Ampak te stvari, kot je globina tal, kot je vzorčenje po horizontih, vzorčenje po slojih, vzorčenje nič od 30, vzorčenje po plasteh, kakorkoli obrnemo, te stvari je možno v veliki meri računsko nekako napraviti bolj primerljive. Torej ne gre za direktno primerljivost, ampak na računski ravni je to možno in to bomo vsekakor vsi počeli, ker ne samo naš inštitut, pač pa tudi drugi. Podatki LUKAS-a so dovolj dobri, njihov način vzorčenja, vse te sheme so dovolj dokumentirane, da je zagotovljena kakovost podatkov. Seveda mi ne vemo, kako to konkretno vzorčijo, ampak predvidevam, da je ta proces tudi v Sloveniji zelo dobro izveden. Ne moremo problematizirati kakšnih laboratorijev, ker verjamem, da so izjemno utečeni in vrhunski z vsemi akreditacijskimi listinami, tako da je njihovim podatkom treba verjeti. In LUKAS je izjemno pomembna baza podatkov, ki dopolnjuje nacionalne podatke, hkrati je pa tudi nekakšen benchmark, kaj se v prostoru dogaja. Ker pa seveda je LUKAS tako izjemno množično vzorčenje, imajo seveda temu primeren omejen nabor podatkov, z tega vidika pa je seveda treba to nadgraditi in to smo tudi že danes vsaj dvakrat povedali, s čim. Torej, kopecke bo treba jemati in tla malce bolje poznati, ne? Med drugim. Ne vem, a sem odgovoril, Aleksander? Ja, to me je zanimalo. Ja. In še enkrat, mi smo te podatke seveda že zdavnaj sneli, jih imamo, jih spravljamo v enotno bazo in če bo kdo hotel preskočiti te zadeve, mu z veseljem odstopimo tisto, kar smo že pripravili, kar pripravljamo. Še nekaj sem pozabil in se opravičujem. V okviru spremljanja stanja kmetijskih tal je že v pripravi idejni osnutek spletne strani, na kateri bodo objavljeni vsi dokumenti, pomembne povezave, pa tudi kontakti za dostop do baz podatkov, za dostop za posamezna vprašanja. Čez čas bomo tudi vzpostavili en sistem najpogostejših vprašanj. Povezav bo veliko tudi, kar se tiče pripomočkov in orodij za vzorčenje. To je posebej zanimalo kolege iz svetovalnih služb. Skratka, gremo v to smer in tudi smo že ukrepali tako, da imamo tudi že nabavljenih večje število kopečkevih cilindrov,
ki so jih vrhunsko izdelali v Sloveniji za primernejšo ceno. Naprimer. Super, hvala, Borut. Zdaj bi prosil še gospod Strgulec za vprašanje. Vidim, da ima dvignjeno roko. Hvala. Veste kaj, jaz bi še enkrat vprašala, mogoče je tudi bila slaba zveza, pa da sem preslišala, pa ker je gospod Peterlin z ministrstva tudi z nami, kako je zdaj ta časovni okvir, kdaj lahko pričakujemo ta razpis oziroma razpise za podizvajalce oziroma za izvajalce vzorčenja okvirno. Hvala. Lahko kar že odgovorim. Ja, prosim, kar direktno. Ja. Mislim, da želja mi je, da bi ga objavili poziv, ne bo razpis, bo poziv zdaj do konca leta. Naj me pa za besedo držati, da nam mi bo uspelo, ker imam pač druge pravilnike za urejati. Najpozneje v mesecu januarja bo poziv objavljen. In ko bo objavljen, boste na vsi zavodi in vsi laboratoriji, katere bomo locirali, smo že locirali in bomo še locirali, dobili informacije, da je bil poziv objavljen. Tako da ne rabite skrbeti, vas bomo obvestili. V vsakem primeru pa vloge se bojo začele oddajati v januarju. Tudi če bomo objavili, zdaj bo vloga šele v januarju. Tako da niste nič zamudili, gospa Strgulec. Super, hvala Boštjan za to informacijo. Borut? Ja, hvala Boštjan in tudi Mateja, ste mi dala iztočnico ponovno. Zaradi neke nerodnosti, ki se nam je dogodila in je ne želim pretirano razlagati, pa tudi zaradi raznih dopolnil bomo šolanje oziroma izobraževanje na temo vzorčenja ponovili takoj, ko bo vreme to dopuščalo. In seveda bomo tudi objavili ali pa kreirali, razdelili to kontaktno listo vseh deležnikov spremljanja stanja kmetijskih tal, tako da bo obveščenost dobra in zagotovljena. Super, hvala Borut še za to pojasnilo oziroma za to informacijo. Je še kakšno vprašanje, mnenje? Gali, jaz bi se mogel samo upravičiti, tako da moram iti na drugo obveznost. Vam želim še dobro prijetno delo naprej in se vidimo na naslednjem dogodku. Ja, hvala Boštjan. Zdaj, če ni več nekih vprašanj, bi jaz v pogovor samo kopiral za vprašalnik za evaluacijo delavnice današnje, torej gre preko Mentimetra, to mislim, da že kar poznate, lahko kliknete torej na povezavo, lahko pa v vaš brsklarnik vtipkate www.menti.com in vnesete kodo 63783168, ki jo tudi vidite v pogovoru, in potem so pač 4 vprašanja. Najprej pač samo, da vidimo, kateri skupini, interesni skupini pripadate, potem pa gremo, kaj vam je bilo pri današnji delavnici posebej všeč, kaj bi bilo recimo za naslednjo lahko pač izboljšamo, pa potem zadnji slajd je pa neka splošna evaluacija delavnice. Potem pa, ko naredimo ta vprašalnik, bi pa prosil še kolega Boštjana Malija za zaključek.
Mogoče še nekaj informacija glede udeležencev, števila udeležencev na približno med 30 pa 40 vas je bilo na današnji delavnici prisotnih. Tako, še 2 minuti, bi pustil, da izpolnite tale vprašalnik, potem pa morda najprej Borut Vrščaj, če bi imel še kaj za dopolniti oziroma za povedati, na koncu pa še Boštjan Mali. Hvala lepa, nekaj sem še imel na zalogi, kakor bi temu rekel, ampak sem tudi že uspešno spustil iz spomina, se bom spomnil, ko se bom poslovil. Ponavadi se mi tako zgodi, no. Ja, pravzaprav res. Hvala za to, sem se spomnil. Torej, zelo bi me zanimalo mnenje večjega števila ljudi, tako rekoč enega takega omizja. Večkrat smo se srečali s tezo, da so podatki tal osebni podatek. Z vidika ekosistemskih storitev, ki jih tla zagotavljajo ne samo lastniku, ampak seveda družbi, okolju, se pravi bitju in žitju na kopnem, bi temu lahko oporekali, ne? In jaz sem mnenja, da lastnik nima pravice uničiti tla, ker je odgovoren do naslednjih generacij. Kljub vsemu pa so tu in tam še teze, da je to osebni podatek, ki se ga ne sme deliti. In zaradi tega, po pravici povem, je bilo tudi nekaj kar precej razmišljanj, ali lahko obdelujemo podatke iz laboratorija, čeprav nimamo povsod podpisanega soglasja, da lahko podatke anonimno obdelujemo, ampak smo to vseeno naredili, no. Bi nam pa zelo pomagalo neko tako mnenje. Zdaj pa ne vem, a se da tukaj kakšno glasovanje izvesti z dvigom rok v prid, da podatki o tleh niso osebni podatek lastnika, ali pa da so osebni podatek lastnika. Je to možno izvesti, Gal? Mislim, da bi šlo, ja, da bi se lahko to tudi izvedlo. Lahko jaz zdaj hitro sestavim vprašanje. Torej, podatek o tleh je, kako bi formulirali vprašanje? Spada med osebne podatke lastnika zemljišča.
Torej, da ali ne, pa damo lahko palce gor ali pa dol. Oziroma ne, palce gor tisti, ki se s tem strinjajo, oziroma nič, če se s tem ne strinjajo. Bom videl, morda mi bo uspel zdaj tudi že kar tukaj dol dati glasovanje. Aha, tako, zdaj bom kar tukaj v Zoom aplikaciji, tako da kar prosim, če glasujete, a ne. Mislim, da vidite vsi to, kako se temu reče, možnost glasovanja, no. Tako, od približno 25 nas je še zdajle aktivno prijavljenih, polovica nas je že glasovala. Rezultat je zanimiv. Počakamo recimo še 10 sekund, a ne, da se ne vleče predolgo to glasovanje. Dobro, torej od 16 udeležencev, ki nas je glasovalo, torej sta 2 udeleženca mnenja, da je podatek o tleh spada med osebne podatke lastnika zemljišča, 14 udeležencev, torej 88%, pa meni, da ne, torej da podatek o tleh ne spada med osebne podatke lastnika zemljišča. Torej, v skladu s supervolilnim letom 2022 se vam zahvaljujem za to drobno zmago na teh volitvah. Ja, hvala Borut. Zdaj pa bi jaz prosil kar Boštjana Malija, če lahko prevzame besedo, pa nekako zaključi današnjo delavnico, ker smo tudi že 18 minut čez načrtovani čas, pa vem, da imate vsi druge obveznosti in stvari. Ja, preden podam neko zaključno besedo, sam še sprašujem gospod Strgulec, ki ima široko gora, bi želela še kaj povedati? Ja, res sem hotela, lejte, jaz sem glasovala za da, ampak tukaj mislim, da je zadeva, koliko so te podatki odprti, a ne. Mnenja sem, da se ne operira z imenom, priimkom, a ne, medtem ko rezultati o tleh se pa lahko podajo, torej ne pa lastnika, ne. Tako da tukaj tudi pri tem daju bi jaz rekla, koliko zadeva odpreti. Absolutno je za odpreti, ne pa do samega imena priimka iti, ne. Hvala, Mateja. Dolžan sem res pojasnilo. Šlo je oziroma gre za anonimno obdelavo, ki ne omogoča identifikacijo v prostoru, in navsezadnje je vsak podatek ena drobna pikica nekje v box plotih. Naprimer. To pa absolutno podpiram. Hvala. Zdaj bom zelo kratek, bi pa mogoče še vselih, ker smo se pač prej pogovarjali, oziroma je kolega Marinšek, pa tudi Borut sta omenjala tale Lukas. Ne omenjam, da pred nekaj leti v bistvu je potekal en live projekt Medinet, kjer so skušali kolegi, mislim, da so ga vodili kolegi na Portugalskem, združiti vse podatke, ki bi lahko koristili poročanju emisij, se pravi na travinju in pa njivskih površinah, se pravi na Mediteranu, in so v bistvu tudi predlagali neko
bom rekel, formulo, no, kako prevesti te podatke Lukasa, ki so sicer do globine 20 cm, se pravi na globino 30. Razvili so v bistvu neke konverzijske faktorje, predlagali so tudi v bistvu, kako določiti gostoto tal, tako da v bistvu to je pač neko poročilo, ne. Je pa res v bistvu bolj res za Mediterana, ne, se pravi, ne smemo preveč teh formul posplošati, bom rekel, za vse ostala območja, no. Ampak bom rekel, pač da se, ne, nekako se da. To je samo stvar, na katero sem hotel opozoriti, no. Sicer pa upam, da ste dobili nek pogled, pač kaj se v Sloveniji se je spremljalo in je v bistvu tudi kakšen je plan, da bi se spremljalo, se pravi predvsem za potrebe tega mednarodnega poročanja. Predvsem pa smo hoteli opozoriti, no, da so pač te podatki bodo koristni, ne, se pravi tudi v povezavi z drugimi vidiki, na primer s kmetijskimi ukrepi. In pa konec koncev, ne, tudi pač za vse lokacije, ne, ko smo pač brali podatke, smo vsakemu lastniku smo v bistvu izdelali v bistvu tako neko zelo kratko poročilo na eni strani in ga obvestili z rezultati iz tega konkretnega zemljišča, bodisi je to pač njiva, travnik, ne. Zdaj seveda nas, ne zanima, kakšna je variabilnost na tej dotični točki oziroma ploskvi, no, kjer smo to vzorčili. Nas seveda zanima nacionalni nivo, ne. Ampak kljub vsemu, ne, morate vedeti, da na tej lokaciji, ne, smo zapičali sondo, no, na 16 podzorčnih mestih in potem pač vzorce homologizirali po globinah, tako da se nam zdi ta metoda zelo reprezentativna. Seveda, ne moramo pa reči, ne, da je to povprečje reprezentativno za tisto njivo, kjer je pač to vzorčeno, ne, seveda. Njiva je lahko dolga 200 metrov in na 200 metrih lahko tla variirajo. Že relief recimo lahko vpliva, tako da v bistvu pač vem, da za lastnika ta podatek ni zelo uporaben, ampak nekaj pa vseeno pove. Tako da hvala lepa za danes. Mogoče za tiste, no, ko se boste udeležili tudi drugih tem, 13. decembra bomo organizirali še eno pač podobno delavnico in sicer na temo prostorskega planiranja. Pač to bo druga v seriji, sodelovanju z zunanjim izvajalcem, bo to izvedlo podjetje Zavita. Tako da vabljeni tudi na prihodnje delavnice, pa hvala lepa za danes.